kaj zdaj jaz hočem, da mi naredijo neko proslavo, ker nekaj tvojih nesigurnosti vidi z eno lupo. No. Kdo mi dejansko sploh smo, ne? Bolj kot delaš na tem, kakšen človek si, bolj se to izraža v tvojem petju. Ker petje res ni samo petje. Je veliko več. Najdi neko okolje ali pa si ga sam ustvari, kjer boš sprejet. Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Veseli me, da lahko tokrat v pogovoru pozdravim Davida Amara, pevca, glasbenega ustvarjalca, voditelja, učitelja petja in ljubitelja nenehnega učenja v medosebnih odnosih ter nasploh v življenju. Z Davidom bova govorila o občutkih nesprejetosti, o drugačnosti, avtentičnosti, izzivih življenja v drugi kulturi in kako to vpliva na njegovo življenje. Izkušnje, ki jih deli, so zelo osebne, močne in lahko tudi tebe opogumijo za bolj pristno in polno življenje. David, dobrodošel v naši dnevni sobi. Hvala za povabilo, zelo lep uvod, ki mi mogoče da celo malo pritiska zdaj, da bom mogel pokazati svojo raziskovalnost in tako naprej, ampak vsekakor tako nisem še bil napovedan, tako da hvala. Z veseljem, tako sem te doživela nekako, ko sva se dobila pred tem pogovorom. Jaz bi začela najin pogovor kar s koreninami. Nekako se mi zdi, da se, kadar raziskujemo sebe, se podajamo na to pot, da nekako v tem osebnem procesu praviloma zmeraj pridemo do svojih korenin, do tega, od kod smo, ob kom smo odraščali in kako. Ti si odraščal v Sloveniji, v bosanski družini. Tako. Pa me zanima, kako je to vplivalo na tvoje odraščanje, ko si bil otrok. Si moral mogoče zaradi tega kaj bolj iskati svoje mesto med vrstniki? Mislim, da kdorkoli je v neki balkanski družini vzgojen, je morda prišel do nekih momentov v svojem življenju, da se ni počutil ravno mogoče del neke skupnosti, večine, dajmo tako reči. Tako da seveda tudi jaz sem imel to neko svoje potovanje s tem, ampak sem pa skozi leta se naučil, da je to v bistvu ena velika prednost zame in sem zelo ponosen v bistvu na te svoje korenine in na to svojo kulturo in zgodovino, ki sta mi jo moja starša dala. Ne. Kako je, kot sam rečeš, ta balkanska vzgoja vplivala na tvoj čustveni svet, doživljanje in izražanje čustev? Mogoče sam pri sebi opažaš, da si s kakšnimi čustvi bolj okej kot z drugimi? Si mogoče kakšna čustva prepoveduješ? Zaradi same kulture, v kateri sem vzgojen? Ja. Mislim, definitivno imam temperament. Ta obstaja, imam nekoga v sebi in znam odgovoriti nazaj. No. Nisem nekdo, ki se zdaj... v bistvu bom rekel, da se velikrat jaz mečkar malo držim nazaj z nekimi... ne vem, če nekdo nekaj mogoče kako provokacijo želi ustvariti v neki situaciji, da je reči, Katja, da se jaz veliko držim nazaj, no, zato ker mi moj balkanski temperament sem kot britkega jezika, no. Se pravi, kot neka prilagoditev na okolje, v katerem... Mislim, se hvala Bogu, se mora biti, ne, se ta jezik tudi ne more kar tako upletati in reči vse, kar mu gre po glavi, ne, po mislih. Ampak to govorim bolj tako, mogoče v poslovnem smislu ali pa v nekem znanci, ne, v nekem intimnem okolju s svojimi ljudmi, pa tako se pač na ta jezik morajo navaditi na to mojo balkansko kulturo in balkanski način komunikacije. Se pa tudi tam malo kdaj prijem. No. Imam ta temperament, ampak nikoli ni to, jaz vedno to gledam tako kot recimo
Latinoameričani, ne, Španci ali kakorkoli, oni imajo to tudi v sebi. In večkrat se mi zdi to celo boljš, ker pokažeš takoj svoje mnenje, da te nekaj razjezi in se takoj ve, na čem si, ne. Tako da, kar se tega tiče, mi niti ni zdaj toliko ta moj temperament slab, ampak je pa res, da pa večkrat se moram malo ustaviti. Jaz doživljam to kot neko odprtost, Ja, ta balkanski temperament in se mi zdi, no, da res po mojih izkušnjah znate dosti bolj priti blizu človeku. Spomnim se ene situacije, ko mi je nekdo pokazal, kako se objemamo Slovenci in kako se objemate Balkanci, ne? Veš, v tem smislu. ampak a veš, da jaz, prosti, da te prekinjam, da jaz pa sem bolj na slovenski strani, kar se tega dela tiče. Mislim, na slovenski, to je meni zelo smešno, tudi to je slovensko, to je ono, ne, ampak ko smo mi šli v Bosno k moji babici na obisk, vedno sem jaz se vedno opiral tem objemom, pa ljubčkom, pa tako sem bil tako, dajte mi mir, hočem osebni prostor. Tako da, kar se tega tiče, veš ti, ono kao, 3 puta se ljubimo, pa tako, pa to, ne, sem jaz tako, okej, pač, to je pač del kulture, moja mami to počne, ampak jaz pa, ne vem, mogoče ne maram, da mi to nekdo usili takrat, ko jaz tega ne čutim. Zdaj se moram nekaj objemati pa ljubčkati, zato ker je to kao del unga momenta, ampak jaz v tem trenutku ne čutim tega. Razumem in to je čist super, ne? Tako da evo, sem tudi kar Slovenec. Absolutno. Sem absolutni Slovenec, konec koncev sem tu rojen, ne. Mogoče še to okrog, ker se mi zdi, da v tem našem okolju zelo velja, se pravi, ne vem, recimo dekleta se ne jezijo, fantje ne jočejo oziroma ne smejo jokati kot neke prepovedi, neka neprijetna čustva. Mogoče v tej smeri kaj pri sebi odkrivaš tudi glede izkazovanja čustev? A govoriš tudi zaradi kulture same mojega odraščanja ali nasplošno? Nasploh. Aha, nasplošno. Bom rekel, da mogoče smo res fantje bili tako vzgojeni na tak način, se to je neka znana stvar, že nisva zdaj, ne vem, odkrila neke tople vode. Ampak, ja, moram priznati, da tam nekje do 20. leta 21. res da sem bil zelo mlad, ampak sem bil kar zadnji, no. Z nekimi čustvenimi izkazovanji in nekim spoznavanjem samega sebe v tej smeri. In sem to začel odkrivati šele potem v tujini, no, ko sem se odselil iz Slovenije, no. Tako da, kar se tega dela tiče, sem to šele z leti potem se priučil. Da sem bil pa na tak način, v takem smislu ful nekaj tudi vzgojen, pa ne. Pa mislim, da je to dejansko ima veliko za narediti tudi z bosansko kulturo, no. Ne vem, koliko ima tudi s tem, da sem moški, kolikor pa dejansko, da tamo svašta izdržiš, ne. Šta je sa tobom, ti možeš sve, tako ne, glavo gore, šta plačeš, tako naprej. Ta moč navzven. Ta moč navzven, se veliko tega, jaz sem tudi svojo mami gledal, ne, ki je oseba, ki je vedno bila močna navzven. Mislim, da to je sicer ena taka super moč pri človeku, ker večkrat to zna biti celo boljša izbira, kot pa se utapljati v žalosti, ne, ampak si v bistvu človek, ki je vedno močnega karaktera in močnega obraza, ampak tudi ta skrajnost ni v redu, ker to te vedno nekako dohiti tudi, ne. In pol se moraš s tem tudi soočiti. Ampak če pa bi moral izbirati eno od teh dveh, mislim, da je ta pot, kjer imam vedno dvignjeno glavo in se nekako borim s tem, malo bolj sigurna, no? Ker vedno lahko malo dovzamem od tega tisto, da se pa poberem. In nisem več tako zelo ranljiv in čustven, je pa že malo težji. Ker tisti je pa resno, mislim, si kar ranljiva oseba, no. Na pladnju, ne? Na pladnju, ja. Tako da, dajmo reči, da ja, sem bolj proti tej strani. Je pa ena stvar, ki pa zelo prebudi v meni ranljivost in čustvenost, je pa glasba.
pisanje in pa lepe zgodbe ljudi, niti ne žalostne. Ampak ko nekomu nekaj uspe, to sem fulkrat dojel. Ko vidim nek video nekoga, ki je po nekem trudu, mu je nekaj ratal in je to ta veselje in sreča z njegove strani, jaz se takrat zjokam. Odganjenosti, ja. Zelo redko zdaj, ne vem, veš, nisem toliko še preučil tega, zakaj je tako, ampak ta del me zelo tudi inspirira, ne. Ogromno inspiracije mi da in čutim, kaj vse je ta človek moral iti čez, da je prišel do tega nekega velikega uspeha. Ne. Karkoli že to je zanj. Zdaj, če sem te prav razumela, ta ranljivost, ki si jo dovoliš, tudi v pozitivnem smislu vpliva na ustvarjalni proces. Jaz se v bistvu večkrat vprašam, kaj sploh ranljivost je, ker jaz ne vem dejansko totalne definicije v smislu, zdaj, a to, ker jaz jokam, je ranljivost, ali je to pač samo, da jokam. A sem dejansko ranljiv, ali sem samo v tistem trenutku se počutim, da je safe space, da se zjokam. Ker mislim, da se ranljivost pomeni, da se zjokaš tudi tam, kjer ni safe space, ne? Ja, tudi to lahko čutimo v takem trenutku. Ja. Ranljivost v smislu, da si dopustimo čutiti neka neprijetna čustva, ki mogoče niso ravno, ne razmišljamo o tem ravno, da bodo sprejeta, da pokažemo to tudi v odnosu z drugimi ljudmi. Ok. Sem pa nisem, ne. Najbolj sem res v ustvarjanju glasbe in besedil. Tam nekako v zadnjem obdobju, 6 mesecev nazaj, sem začel res malo bolj redno pisati in objavljati tudi na svojih socialnih omrežjih pesmi in tudi na koncertih malo govoriti o zgodbah teh pesmi in je kar ene dva sta prišla do mene. To je bilo tako lepo in ganjena sta bila vsega, ampak sta bila pa tako, a je vse v redu, tudi tako nasplošno. In sem tako, vse je v redu, ker niso mogoče vajeni, da jaz sem oseba, ki bi zdaj nekaj tudi govorila malo bolj, neke bolj detaljne situacije, ki so se mi zgodile in zakaj je kako besedilo nastalo in povem kako svojo zgodbo. Tam si to res dovolim, no, skozi glasbo in pisanje. Kar pa se tiče odnosov, v partnerskem odnosu sem zelo v tem položaju, to sem se kar naučil, da sem dokaj ranljiva oseba. V prijateljstvu pa moram reči, da včasih še izbiram, kdaj sem lahko, kdaj nisem. Mislim, da to tudi malo prihaja od doma, ker tudi pravim, malo sem moja goca, malo sem moja mamine. In vedno je bila nekako ranljiva v partnerskem odnosu, navzven pa pač ne vedno. Ne. Ampak je pomembno najti tudi ljudi, tudi prijatelje, ki vsaj nekako to prepoznajo in vejo, kdo ti si in kaj si, in tudi ta tvoj del, ki ga morda njim ne pokažeš toliko, to neko ranljivost, oni znajo zelo prepoznati vseeno, kaj se za neko določeno mojo masko v tistem trenutku skriva. In jaz tudi ne čutim nobenega pritiska, da zdaj jaz moram vsakomur razlagati neko svojo veliko tegobo, ki se mi takrat zgodi. Ne pomeni, da nisem ranljiv, ampak zagotovo sem v nekem partnerskem odnosu veliko bolj. Je tudi eden najbližjih odnosov. Ja, mislim, je pomemben in se mi zdi, da je to tista stvar, ki pa je družina tudi na koncu dneva. Tudi, ne. Tako da tu sem. Hvala, ker si tudi zdaj podelil del ranljivosti. Ja, jaz sem nekako začutila. Ja, mislim, dovolil sem si, ne, tudi, ker še vedno vse to, kar ti zdaj govorim, je tudi to malo vato zavito, ne. Ja, tudi, in je okej. In je tudi okej, to da veste. Jaz bi se še vrnila malo k temu sprejemanju svoje kulture. Ko sva se pogovarjala, si mi povedal eno zgodbo, kako si iskal nekako svojo
svoje mesto, ko si bil v Veliki Britaniji in si sodeloval v tem gospel zboru. Kdaj se ti zdi, da si zares začel sprejemati to svojo kulturo in svoje korenine, ker se mi zdi, da je povezano s to zgodbo? In ali si se počutil sprejetega, se ti je zdelo, da ustrezaš, spadaš v okolje, kjer si odraščal, in kdaj si potem začel sprejemati svojo kulturo bolj kot prej? Aha, torej v bistvu, ko sem bil v Angliji, v smislu, ali sem se v tem gospelu počutil sprejetega, to je zdaj. Ja, oziroma kako je to bilo prej in kdaj si začel se počutiti bolje, ne? Se mi zdi, da sva govorila o eni zgodbi, ko si bil v gospel zboru in si našel nekako dober kontakt z ljudmi, ki so prav tako prihajali. Aha, razumem. Ja, v bistvu sem spoznal en zelo močno neko stvar, ko sem bil v gospel zboru, ki je 90% črncev, ne? In sem spoznal, da sem v bistvu imam okoli sebe samo ljudi iz gospla, samo črnce, ne? In smo se mi zelo povezali na splošno. To ni bilo zdaj tako, jaz hočem biti tvoj prijatelj, ampak je bilo tako zelo humor in vse. In potem spoznaš, da smo tu manjšine, ne? Na drugačen način. Ja. Zdaj, jaz sem bil v Angliji manjšina v smislu, da sem tako ali tako bil tujec, ne? Druga stvar, sem se pa tudi počutil kot manjšina, zato ker sem tudi v svoji državi tujec, ne? In oni se pa tudi seveda počutijo kot manjšina zaradi 1000 in enih stvari, ne? Ker jim nikakor v tem smislu tudi nisem zavidal, ne? Ker je neke njihove zgodbe so dejansko bolj resnega karakterja kot moje. Ampak vsekakor smo se pa našli zelo. In mi je bilo zelo všeč, da sem tam našel svojo neko manjšino, ki pravzaprav ni ista kot moja, ne. Torej, jaz sem bil tu v Sloveniji Balkanec, ne, in sem se kot mlad, kot otrok vedno nekako počutil mogoče malo nikoli Slovenec. Mogoče tudi nesprejet, kot da ne pašeš v... Ja, morda, mislim, itak je to taka stvar, ne, nesprejet se v vsakem obdobju življenja marsikdo lahko počuti. Je res, da kot otrok sem se, tudi kdaj zaradi tega, in sem kar nekako želel vedno vzpostaviti nek stik malo bolj s Slovenijo in Slovenci, da se me sprejme, da sem jaz tudi Slovenec, ne. No, tam nisem tega rabo delati, ne, ko sem bil obkrožen z gospel ljudmi, ker sta tu dve manjšini, ne. Jaz sem manjšina, oni so manjšine in smo bili vsi kot eno. Humor isti, temperament isti, neke podobne izkušnje, in sem se dejansko počutil zelo, v bistvu morda končno nekako sprejetega, in spoznal eno zelo pomembno stvar, da ta sprejetost sploh ne prihaja tako, ne, ampak itak lahko ti zdaj samega sebe sprejmeš, ne. In kako si danes s tem, ko recimo si se vrnil v to okolje z občutkom sprejetosti? Ne bom rekel, da še vedno ne najdem da še vedno ni trenutkov, kjer bi se rad malo bolj počutil, dajmo reči temu, sprejetega, ampak jaz dejansko ne vem, kaj to sploh pomeni. Tudi ta del je meni tudi zelo smešen, ne? Kaj pomeni biti sprejet, kaj zdaj jaz hočem, da mi naredijo neko proslavo. Naš si, ali kako. Ja. Ne vem, kaj to pomeni. Za vsakega verjetno nekaj svojega, ne? Ja. Jaz mislim, da iščem načine, da se... Našel sem v bistvu pravzaprav način, ker se počutim, pravzaprav zdaj, ko malo bolj razmišljam, se počutim sprejetega, ampak zelo sem moral iti v to zelo tako malo bolj taktično, ampak taktično v smislu, kako ostati to, kar ti si, in vseeno nekako pasati tudi v okolje, kjer si. Mislim, da je pomembno tudi, da si del neke družbe, da če si želiš tvoje življenje, da je res lepo,
pač ni lepo, če ti zdaj stalno skačeš ven in se moraš stalno nekaj boriti, ampak je pomembno tudi biti del družbe, ker mislim, da smo skupaj vsi konec koncev le močnejši, ko se držimo za roko, kakor pa da gre vsak sam po svojem polju. Zelo lepa misel. Ja, hvala. Tako da se mi zdi pomembno, da pašem v družbo, ampak nikakor pa ne na način, da nisem zdaj zvest temu, kar jaz dejansko sem. Zato pesmi, recimo, ki jih jaz izvajam, jaz sem, dajva reči temu, ekspert v tem svojem polju, v smislu pesmi, ki imajo balkanski pridih, balkanskega zvoka, besedila sem močen tam, ampak pišem tudi v slovenščini, ne. Napisal sem za Evo Boto, recimo za Božič kot otrok in tako naprej. Ogromno še nekih drugih, kjer se počutim, da dajem nekaj Sloveniji in slovenski publiki, sem pa le na koncu sin Goce. Ne? In od tod prihaja moja kultura, moja glasba in moj način izražanja, kar pa pač pride najlažje skozi besedila srbo-hrvaških besedil, ne? In tega melosa. Rad pa zapojem tudi slovensko popevko in nikakor ne zaradi tega, da sem kao, hočem vam nekaj, sprejmite me, ampak dejansko mi paše, ampak nisem pa zdaj obremenjen s tem, da moram to zdaj skozi delati. Tako da dajva reči, da sem našel svoj način, da pašem v družbo in hkrati sebi dajem objem. Pomembno sporočilo. Tako. Zdaj, ko sva že pri glasbenem ustvarjanju, kako je biti v središču pozornosti in jaz se sprašujem, zakaj je to v našem okolju večkrat dojeto kot slabo, kot negativno? Jaz sem o tem tudi že v bistvu sam kdaj razmišljal, ker to naj bi bil tudi posel ljudi, ki iščejo pozornost. Ne? In sem se moral tudi sam s sabo pogovoriti, a je to res nekaj, kar ti želiš, mislim, v smislu, a ti samo želiš pozornost, a kaj se skriva za tem, ne? Je pa razlog večji v tem smislu, da ogromno ljudi, ki se poda v ta posel in izpostavljenost, to počno samo iz razloga, ker imajo občutek, jaz sem dobil tak občutek, da jih bo ta izpostavljenost in ta potrditev množice ljudi rešila osebnih tegob. Kar pa potem se pokaže, da je v bistvu ravno obratno, ampak te tvoje tegobe postanejo še večje in imajo nek velik spotlight. Ne. Tako da je to potem problem, ker ljudje to tudi prepoznajo in potem kdorkoli, ki se izpostavi, je v tem košu. Je pa več ljudi, ki to počno, ki se s tem poslom in izpostavljenostjo ukvarja iz napačnih razlogov. In zato se mi zdi, da je nek negativen prizvok. No. V smislu, glede tega spet hoče biti v središču pozornosti. Ja. Se mi zdi, da je to tudi splošno, ne samo v tem show biznisu dojeto kot slabo. Ne. Ja. Se mi zdi, da si se zdaj že dotaknil tudi te teme, ne? Kaj vse se pokaže, kadar si v spotlightu, ne? Kot ustvarjalec. Se pravi, tisti deli, ki se pravi naše močne strani in tiste, ki jih nekako vseeno želimo čim bolj očuvati in so rezervirane bolj za naš intimni svet in krog ljudi, s katerimi smo si blizu. Ne? Ja, mislim, definitivno je dejstvo, da bolj, ko si izpostavljen, več tvojih nekih dobrih strani, seveda tudi dobrih, ne bomo samo slabih, pride ven in se jih hitreje prepozna kot prej, ampak bodimo pa iskreni, da se tudi kar nekaj tvojih nesigurnosti vidi z eno lupo. No. Lahko mogoče kaj poveš o tem, imaš kakšne strategije v zvezi s tem, ko se te se pravi manj močne strani pokažejo pod tem spotlightom, kako
ravnati s tem? Predstavljam si, da je težko. Jaz to počnem na način, da si vedno dajem nekaj časa zase. Recimo, nimam težav, da recimo se en mesec na socialnih omrežjih ne javljam in mi je potrebno za to, da sebe resetiram in se dam ven iz tega nekega brenda, kao kdo jaz naj bi bil. Ne. Mislim, da ta čas zase je pomemben in dejansko tam dobiš stik s sabo. No? Ta stik s sabo, da se mal zaveš, da nisi ti tako velik, ampak nisi pa niti tako mali, da pač ti samo sine. In da je v bistvu to zelo nepomembna stvar. In da samo smo, je dovolj. Ne? Ja, a veš, tudi tisto, sem večkrat imel težavo s tem, oziroma sem se večkrat vprašal, no, velikokrat radi rečemo, lega, kako je skromen, ne? Da je skromnost neka taka lepa stvar, ali pa lega, kako je aroganten. Govorim o tretji osebi, niti se ne nanašam na se. In v tem poslu je tega veliko, ne? Skromnost je arogantnost je pa tako, ne. A v bistvu se mi zdi, to sem tudi nekje že videl, nek video tudi na to temo in mi je bilo zelo zanimivo. Realnost je taka, da ne rabiš biti ne aroganten, ne skromen. Jaz res nisem ne eno, ne drugo, ampak se mi zdi, da večino časa samo iščem tisto sredino, da samo pač sem. In se ne ukvarjam za nekaj preveč, a me bo nekdo doživel kot nekako skromnega ali mu bom nadut, ker je to le konec koncev tudi percepcija druge osebe. In tako kot si prej rekla, sam da smo, je tako najboljš, ne. Ja, res je. Zdaj se bom nekaj ukvarjal s tem, kako se bom stalno nekako obnašal in razmišljal o tem, je tudi malo neumno. Ampak se mi zdi, da to dobimo, da to samo smo z neko spokojnost, prava beseda, neko mirnostjo. To je zame težko sicer, jaz sem tak. Taka skokica. Zdaj, razmišljala sem, govoril si tudi zdaj o tej avtentičnosti in skrbi za to, da si čim bolj pristen. In razmišljam, da živimo v precej razdvojenem svetu. Po eni strani zelo spodbuja individualnost, po drugi pa še zmeraj precej nagrajuje to nenehno prilagajanje pričakovanjem drugih. Pa me zanima, kako tebi uspeva živeti svojo individualnost, drugačnost in kako tebi uspeva biti pristen. Ravno s to mirnostjo, spokojnostjo, ki jo omenjaš, je to težko? Po mojem je v bistvu od vsega tega, kar si naštela, včasih samo težko slediti sebi, a veš, jaz sem, ne vem, recimo v Angliji sem se ukvarjal, v bančništvu sem delal, 5 let, pa delal sem v sendviče v enem fast foodu 2 leti. Meni se ni tam nekaj zdaj ful dogajalo, ne. In nekako se mi je življenje spreminjalo, ampak nekako moj sam karakter in jaz kot oseba sem se malo bolj počasi spreminjal, ne. Zdaj v tem poslu, s katerim se pa zdaj ukvarjam nazaj aktivno 5 let, 4 leta pa pol, se mi pa pač ogromno stvari na dnevni bazi zgodi. In ogromno interakcij in ogromno novih ljudi, ogromno se zgodi. In se s tem razlogom jaz tudi vse bolj hitreje spreminjam, dobivam neko ali tršo kožo, ali moj karakter dozorevam in tako naprej. In mi je včasih malo težko samemu sebi slediti. Ker sem tako, čakaj zdaj, ne, jaz stojim za tem in tem, potem pa dojamem čez nekaj časa, da le kako si se v bistvu oddaljil od tega svojega lastnega prepričanja, niti ne mnenja, ampak nekega prepričanja. Tako da ta del mislim, da je bolj kot
ker mislim, da če slediš samemu sebi, si tako ali tako potem posledično tudi pristen in kako se reče, avtentičen. Ne? Da pa sledim samemu sebi, pa moram biti vedno in biti pristen, pa moram biti vedno nekako v stiku s samim seboj. No? Si moral kdaj sprejeti kakšne težke odločitve, da bi ostal zvest samemu sebi? Ja, mislim, težka odločitev je bila že to, da sem se recimo, zdaj, ko gledam nazaj, kako pogumno, da sem se v bistvu preselil takrat v Anglijo pri 19 letih. Mislim, da sem imel 1500 evrov v žepu, brez službe, česarkoli in sem pač samo šel. Zelo naivno. Ampak mislim, to je bila recimo tista ena prva, pa še zdaj trdim, najbolj pomembna. In zato recimo jaz imam nekaj, veliko imam tudi mladih ljudi okoli sebe in jim kar malo hočem, mislim, sem tudi sam mlad, ampak hočem dati nekomu, ki je res 18-19 let star, brez da dajem nekaj konkreten pritisk na to osebo, ampak mal pa moram dati sam malo vedeti, leta so zdaj morda celo najbolj pomembna. 19, 18, 19, 20, ti res zdaj postajaš odrasla oseba in kaj boš tule zdaj naredil oziroma naredila, je kar pomemben korak, ker to je zdaj grajenje tvojega karakterja. In jaz sem to spoznal pri 19, da sem v tistem trenutku in sem to začutil takrat, ko me je moja goca prosila, nemoj otiči sine, molim te, nemoj jokala, to je bilo konc sveta. Jaz sem pa vedel, da je za moje življenje, ki ni imelo nobenega plana, takrat zelo pomembno bilo, da grem. In recimo v tem smislu je to bila zelo težka odločitev, da sem ostal zvest sebi, a najbolj pomembna. In pri teh letih 19-20, kot sem prej rekel, človek res mora sprejeti nekaj. Jaz mislim, da je to kar že stalnica, da nekdo pri teh letih ima nekaj se zgodi, kjer mora sprejeti neko odločitev, ki mu bo spremenila življenje. In nažalost jih ogromno tudi nima nekega takega poguma. Ne govorim, da se je treba preseliti v tujino, to je bila samo moja zgodba. Ampak nekaj je, kjer se odloči človek, da ne bo šel naprej v tej smeri in potem to tudi vodi v depresije in 1001 drugo tegobo. Tako da to je bila zame ena težka in najbolj pomembna. No. Razmišljam, da itak nosimo vse v sebi, kar nas, se mi zdi, vabi žene v neke odločitve. In me zanima zdaj po tej izkušnji, ko si se vrnil, razmišljaš mogoče, kako drugače je treba zares oditi, da nekako najdemo svoje mesto sebe? Se to oditi ne pomeni ravno geografsko tudi, ne? Jaz sem pač to na tak način našel. Pomeni tudi morda spreminjanje okolja, spreminjanje ljudi okoli sebe, malo le narediti neki izbor, kaj se dogaja okoli tebe. Moj edini način je bil pač tak, ne. Je pa potrebna če se počutiš, da nisi v najboljšem stiku s sabo, ja, pač nekaj mora se spremeniti, ne. In to, da nisi v stiku s sabo, se ne zgodi samo enkrat v življenju, ampak se zgodi velikrat. Na dnevni bazi. Stalnica. Stalnica je in mislim, da je to tudi ena veščina potem, ki jo z leti znaš že malo bolj nadzorovati in veš že malo, kaj je potreben korak, da se stvar spremeni. Tako da ta del, kaj sva govorila, prosti, zdaj mi je pa šla kar misel. Ali je treba zares oditi? Ja. Ja, bom kar stal za tem, da ne, samo potrebno je spremeniti nekaj. Nekaj, da potem... Ampak mi je bila zanimiva, to si mi rekla izven etra, sva se midva pogovarjala že in si mi rekla,
kdo mi dejansko sploh smo. To tudi potem človek sebe stalno sprašuje, ker dejstvo je, da mi smo, jaz sem potem tudi imel neko misel o sebi, da ja, realno, mi smo produkt našega odraščanja. Naših staršev, pomembnih ljudi, s katerimi smo odraščali. In jaz to zelo opažam, tudi ko učim petje, kako zelo moj način učenja sliči načinu, kako je mene mentoriral moj mentor v Angliji in v Sloveniji, Željka Predojević-Korošec, s katero sva tudi ogromno delala tu. In kako sem to njo in njega združil. In sem zdaj to jaz, ki na tak način predaja znanje naprej. In to ne pomeni, da sem, veš, tudi to je ta stvar potem. Jaz dejansko to sem v tem trenutku. Jaz sem ona dva v enem, jaz sem ta vaš mentor petja v tem trenutku. Ker jaz se tudi nisem rodil mentor petja. In tudi one dva se nista, in smo vsi produkt naših. Kakor. Prav ta tvoja vloga učitelja petja pri meni vzbuja veliko radovednosti. Namreč praviš, da je s petjem povezanega veliko psihičnega. Kaj opažaš pri svojih učencih in ali je mogoče kaj značilnega za to slovensko okolje, glede na to, da imaš izkušnje iz tujine? Večkrat opažam, tako bom rekel, vse, kar jaz opazim zato, ker sem to prej že opazil pri sebi. Nekako je moja glava in moje misli tako delujejo tako, da moram vse nekako povezati z nečim in vedno povežem s sabo in svojimi izkušnjami. In recimo pri učencih je večkrat problem, neka situacija, ki se zgodi, je to, da se glas kar ne sliši. Da je kar nekje tako zadaj in se ga ne spusti ven. In sem to večkrat že, in je to neka stena, ki je postala kar mala stalnica pri pevcih, da v bistvu tiši, ko si, bolje je. To ne pomeni, da se zdaj moraš dreti, ampak ne boj se zapeti tako, kot ti znaš zapeti. Ne boj se svojega glasa dati ven. Je pa to pogovor, ki sem ga mogel tudi jaz s sabo imeti. Tako da to je ena stvar, ki je zelo redna, ampak z nekim pogovorom, že samo enim pogovorom, človek kar veliko uspe spremeniti. Tako se mi zdi. Bazira se mi zdi zelo na nekih prepovedih, ki jih nosimo v sebi, na nekih prepričanjih. In se mi zdi, da kot petje, kot en način izražanja, zelo izraža tudi naše doživljanje sebe, drugih odnosov. V bistvu je, kakor stopiš pred drugo osebo, kakor poješ, tak človek si. In to ne mislim, če ti si fovš. Ne. Veš, koliko ljudi smo videli na karaokah, ki pridejo na oder in so fovš celo pesem, ampak jaz bom poslušal in bom užival ob tej osebi, ki to poje. Ki je prezentna. Ker ta oseba nekako je neke stvari že predelala pri sebi in ji ni problem prijeti tisti mikrofon v roke in zapeti. Tako da mislim, da je petje pa zelo ranljiva stvar. Tam pa sploh se vse pokaže. In jaz recimo sem po tistem, ko sem se preselil v Anglijo, seveda tudi s pomočjo mentorjev, ampak mislim, da je prva in glavna stvar bila to neko sprejetje sebe kot pevca in človeka, ki je mene naredila dejansko potem pevca, dobrega pevca. In to je ta stvar, mislim, da nekaj sem ti rekel tudi, da me citiraj, ker sem ti rekel in mi je šla misel. Jaz mislim, da je bilo nekaj v tem smislu, da si boljši pevec s tem, ko postajaš boljši človek. Tako. Evo, bravo. Če imam prav. Ja, tako je bilo. Zapisano. In dejansko je tako,
bolj kot delaš na tem, kakšen človek si, bolj se to izraža v tvojem petju. Ker petje res ni samo petje. Je veliko več. Zdaj na poti svojega osebnega zorenja se večkrat vračaš k otroškemu delu sebe. Mislim, da je to 12-letni David, če imam prav v spominu. Jaz sem zelo radovedna, kaj je tisto pomembno, kaj najdeš pri njem, kaj ti ponuja in s čim te navdihuje, kaj črpaš iz tistega časa. Naivnost. Zelo mi je všeč ta naivnost, ki mi sicer mogoče večkrat ni šla ravno, ni delala usluge in je zanimivo, da jo še vedno iščem, ampak zgolj ta naivnost mi daje še vedno občutek, da nisem pokvarjen. Da sem pač še vedno človek, ki verjame v dobro. Ker in da še vedno delam ta posel in se ukvarjam z vsemi stvarmi, s katerimi se ukvarjam, samo zato, ker to res rad dejansko počnem in zaradi nobenih drugih razlogov. In to recimo se je 12-letni David zelo zavedal. On je tudi zelo rad plesal in neobremenjeno plesal, neobremenjeno govoril in je bil preprosto pripravljen samo biti to, kar je. In to je moj vzor. Ta igrivi, svobodni del, ki ga načeloma vsi nosimo v sebi, ampak vprašanje, kaj se zgodi z njim potom našega razvoja. Ne? Mislim, sej spet moraš tudi to nadzorovati, konec koncev, zdaj jaz se tudi ne morem ob tebi obnašati v tem pogovoru kot 12-letni David. Mislim pa, da vseeno se v nekem mojem duhu le čuti on, kjer ga pa res dejansko negujem vsak dan. Zelo lepo. Ja. Jaz bi šla še malo k tej selitvi Velika Britanija oziroma bolj k temu vračanju. Ti si bil tam nekje 6 let. Ja, 6,5 tako. Odšel si praktično kot en najstnik, 19-letnik in vrnil si se kot odrasel moški pri svojih, koliko si bil star, 26 let, se mi zdi. Tako. Je to povzročilo kakšno stisko pri tebi? Konec koncev si so svoje odraslo življenje do takrat preživel nekje v tujini? Mogoče se sploh nisem zavedal do pred kratkim, da je bil ta del vračanja se nazaj celo do neke mere teže kot selitev v Anglijo. Ker sem si mogel nekako mi je bila Slovenija čisto tuja država. Spet, tako kot mi je bila Anglija, ko sem prišel tja. Jaz odraslega življenja v Sloveniji nisem poznal. Prišel sem nazaj totalno neved. To so malenkosti. Že ko greš v trgovino, stvari so drugačne. Že ko greš na banko, jaz sem delal 5 let pa pol na banki, pač tu je bančništvo drugačno. Spet se počutim nekompetenten za vsakdanje zadeve. Kuhanje. Tam so drugačne stvari se kuhajo. To ti dajem za neke banalne primere, ki so zelo pomembni za vsak dan. Jaz sem si tam kuhal nek poseben riž, ki je samo tam. In jaz sem se to naučil, to je moje življenje. In zdaj sem se mogel kar na drugačen riž navaditi, ki pač ni ki ga jaz poznam iz svojega odraslega življenja. Jaz sem odrasla oseba, valjda vem, kaj delam. In naenkrat sem prišel nazaj v Slovenijo in ful stvari se je tudi spremenil. Tudi neke nove zadeve, tudi kultura se je malo spremenila in jaz sem kar naenkrat bil totalno neved. Mislim, da je bilo tudi zelo burno to, da sem v bistvu prišel direkt nazaj v medijski svet. Jaz sem v bistvu prišel v Slovenijo na povabilo takrat znanega obraza in ostal tu. Torej, nisem bil v nikakršni anonimnosti, kjer jaz lahko sebe malo zgradim nazaj in se navadim na ta... Si vzameš čas. Si vzamem čas, ampak sem bil takoj pod nekim spotlightom. Takrat sem potem tudi šel nazaj med korono, živeti k svojim staršem, k svoji mami. In tukaj je bilo ogromno nekega spoznavanja nazaj s svojo
svojo dejansko kulturo, koliko sem jaz to v bistvu v Angliji tudi zatiral in nisem sploh bil v stiku s tem, niti humorjem in tako naprej, koliko mi je to v bistvu manjkalo. Tukaj je bilo treba neke stvari tudi sebi odpustiti za nazaj, odpustiti Sloveniji, odpustiti Angliji, sebi prvotno, ne. Wow. In je bilo kar, mislim, to, da ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, morda šele, dajva reči, 1 leto nazaj ali 6 mesecev, da sem se nekako šele stabiliziral. Torej, nazaj sem pa 4 leta. Kar en proces. Je bil res proces, ki se ga nisem zavedal in sem vesel, da nisem vedel, da sem v tem procesu, ker pač ne gre drugi, jaz rabim čas, jaz nisem človek, ki, a veš, drugačna kultura, drugačni pogovori tudi tečejo. Vse je drugače, jaz sem pa poznal odraslo življenje, jaz sem nekako tudi, sem ti prej rekel, do 19. 20. leta bil zelo nevedno, mislim, to je bilo bolj tako. Torej, vse, kar sem se naučil o življenju, je bilo dejansko in tudi čustvenega dela tam. Sem pa vesel, no, da sem prišel vseeno nazaj, zato ker se pa je pokazalo zdaj po 4 letih, da je smiselno ravno to, da sem jaz tu in nikjer drugje. Tako. Zdaj, ko pogledaš na to 4-letno obdobje od časa vrnitve, se ti zdi, da je bil to mogoče povod, da si začel bolje skrbeti za svojo duševno dobrobit? Jaz mislim, da je nasplošno, že ko sem šel tja, mi je bilo zelo pomembno, da se zgradim kot oseba. Nisem pa točno vedel, kaj to pomeni. Potem sem pa spoznal, da je to v bistvu malo večje poslušanje sebe. Je pa potem pride človek do trenutka, ko pa si rečeš, ko prideš do nekega limita tega poslušanja sebe in pač potrebuješ tudi druge ljudi, neko pomoč, da ti le svetuje in pove, kaj in kako naprej. Ne. Ja, zdaj midva sva počasi proti koncu najinega pogovora. Meni je zelo žal. Na koncu običajno poprašam o nekem namigu za naše poslušalce, gledalce, ki spremljajo podcast Zadihaj. In tebe bi vprašala, kaj bi sporočil ljudem, ki se soočajo z občutkom, da ne pripadajo, da ne ustrezajo. Kako lahko recimo najdejo svoje mesto in pa povezanost z ljudmi? Vem, da sem prej zagovarjal in še vedno to mirnost in to neko osamo, ne, oziroma da je treba se malo izolirati, ne, tudi. To je nek kratkotrajna rešitev oziroma nek kratkotrajna stvar. Dejanska je pa povezano z drugimi ljudmi. Mislim, da moraš postati del neke družbe in tako kot sem ti prej rekel, in tudi ostale prijeti za roko, ker zelo naivno je tudi, če mi mislimo na splošno, to bom zdaj mogoče malo šel v neko drugo, ampak da ena oseba lahko spremeni svet, da sem jaz ta, ki lahko nekaj zdaj naredi in spremeni, ampak dejansko to lahko naredimo le s skupnimi močmi. In tudi na to vprašanje, kaj človek v taki situaciji, kjer se ne počuti sprejet, najdi neko okolje ali pa si ga sam ustvari, kjer boš sprejet. In tam boš zagotovo imel ljudi, ki jih boš lahko ne samo prejel za roko, ampak tudi zelo močno objel. Zelo bogata misel za zaključek in jaz verjamem, da bo zelo sedla v duše in srca ljudi. Jaz bi se ti res iskreno zahvalila, ker si sprejel to povabilo in se mi zdi res, da si mene in pa seveda vse ostale spustil v nekako svoj notranji svet in res zelo cenim. Hvala lepa. Hvala, Katja. Mi da bi lahko res še dolgo govorila. Absolutno. Ampak sej vsaka dobra stvar se mora enkrat tudi končati, drugače ne bi bila tako dobra. Tako.
Hvala tudi tebi za povabilo. Hvala, David. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.